Gluhota je nevidna invalidnost, ne vidi se kot pri drugih kategorijah invalidov, naprimer paraplegiki, slepi, distrofiki, duševno prizadeti. Ta invalidnost se ne vidi, vendar je ena najtežjih invalidnosti na svetu, ker pomeni, da je gluh človek izključen iz sveta slišečih, izključen je iz informacij, dobi zelo težko svojo socialno sredino izven gluhega kroga, kar pomeni, da gre za eno najhujših invalidnosti, kar jih je. Seveda si prizadet, ko zveš, da je otrok gluh. Ampak edina rešitev ti je, da to sprejmeš in mu pomagaš, ker s tem on pomaga tudi tebi. On je mene naučil neke potrpežljivosti in da moram biti strpen, vsaj v razgovoru z njim. Kar se pa njega tiče do mene, sem pa jaz, kakorkoli se bo to zdaj mogoče čudno slišal, mi je njegova gluhota omogočila videti cel svet. To je bilo eno tako lepo obdobje, tudi učno obdobje za mene. Delati z ljudmi, ki niso na celotni črti taki, kot si ti, jim prisluhniti, stresti z glavo, kako to, da jim to uspe. Zame je bilo, moram priznati, to tudi eno učno obdobje, kako postati boljši človek. Šport je brez dvoma povezoval gluho skupnost. Na rezultate so bili ponosni vsi gluhi v Sloveniji, na Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije, v društvih. Tako da moram reči, da smo bili izjemno ponosni takrat na te športne rezultate in tudi vsa skupnost je živela z njimi. Najboljši spomin, ki ga imam, je seveda prva medalja za samostojno državo Slovenijo. Leta 1992, še danes se živo spominjam, kako je bilo. Zveza za šport invalidov, predhodnica sedanjega paraolimpijskega komiteja, je bila proti naši udeležbi iz razumljivega razloga, ker nismo bili še vključeni v asociacije kot samostojna država. To je bila Evropska zveza za šport gluhih in Svetovna zveza za šport gluhih. Pod jugoslovansko zastavo pa Slovenci niso več tekmovali. Zato moram reči, da je celotna pot in odločitev bila naša, bila je za tisti čas zelo predrzna in mogoče bi danes kritizirali tako odločitev. Vendar smo se odločili, da gremo. Takrat so nas vsi spraševali, kako se kreta Slovenija, in obenem kazali kretnjo za Jugoslavijo. Pokazal sem jim, kako se prav pokaže kretnja Slovenija. Ja, pravzaprav Slovenija se prvič pojavila in predsednik francoske zveze je uporabil to kretnjo za Slovenijo. In od takrat naprej je to kretnja Slovenije. Prvenstva so se udeležili tekmovalci iz 26 evropskih držav. Barve Slovenije sta zastopala tekmovalca Sabina Hmelina in Samo Petrač. Organizatorje smo opozorili, da nismo Jugoslavija in posebej smo jih opozorili, da mora biti slovenska zastava pri mimohodu oziroma pri otvoritvi, ko reprezentance se predstavijo. Francozi ne bi bili Francozi, ki kljub vsem zagotovilom ne bi prinesli jugoslovanske zastave. Zgrabili smo fanta, ki je nosil to zastavo, ni vedel, zakaj gre. Hitro smo jo iz nahrbtnika potegnili slovensko zastavo
Ob strani so bile ene palice in ni bilo drugega časa, tako da smo zimprovizirali in slovensko zastavo privezali na tisto palico in pri otvoritvi smo imeli slovensko zastavo, ki je imela pa drugačen drog od drugih reprezentanc. Aprila 1992 je bila prva tekma v Super G-ju. Nastopila je Hmelina Sabina. Opozorili smo jo, da je prvi zavoj zelo težek, ker je prelomnica. In na tistem prvem zavoju, kar smo mi videli, je izgubila ravnotežje, ostala na eni nogi in zginila. Ko sem štartala, sem naredila napako pri prvem zavoju. Potegnilo me je v drugo smer, a sem ujela ravnotežje, prišla čez prelomnico in z vso hitrostjo prismučala do cilja. Na cilju sem videla, da sem za 500 zaostala za zlato medaljo. Prišel je trener Čehoslovaške, takrat se mi zdi, in nam povedal, da je osvojila srebrno medaljo. Bili smo presrečni, navdušeni. Ko sem videla na tabli, da sem osvojila drugo mesto, sem bila vesela. Takrat sem osvojila srebrno medaljo in bila sem prva ženska v samostojni Sloveniji z osvojeno medaljo. Drugi dan je osvojila še bronasto medaljo v veleslalomu in Samo Petrač tudi bronasto medaljo v veleslalomu. Gre za prve medalje države Slovenije, uradne medalje na uradnem tekmovanju, ki so zgodovinske. Ko sem dobila medaljo, sem bila zelo ponosna, vesela, zadovoljna. Res, to mi je bilo takrat v zelo velik ponos. Hmelina Sabina je prvič nastopila na olimpijskih igrah še za jugoslovansko reprezentanco v Madoni di Campiglio, stara 15 let. Predtem pa je tekmovala v smučarskem klubu Branik, tako da je bila izjemno dobro podkovana, tehničen smučar, fizično zelo močna, vendar z dokaj nesrečno zgodbo. Moji starši so šli v Nemčijo s trebuhom za kruhom. Tam sem se tudi rodila. Ker me starši niso imeli kam dati, me je, ko sem bila stara 3 mesece, vzela stara mama in me je pripeljala v Jugoslavijo, oziroma v Slovenijo, v Maribor. Nato so me odpeljali k zdravniku, kjer so ugotovili, da ne slišim, da sem gluha. Moja babica ni vedela, kako in kaj naprej, vendar je vse skozi skrbela zame. Ko sem bila stara 3 leta, smo šli z babico na obisk v Nemčijo. Tam sta mi mama in oče dala smuči, pancerje in palice in začela sem smučati na hribčku v mestu Schwarzwald. Prvi smučarski zavoji so me neizmerno pritegnili. Oni so jo že kot otroka postavili na smuči. Živeli so v Mariboru in živeli so blizu smučišča, kjer so imeli zelo dobro organizirano klubsko sodelovanje in odlične učitelje. In zato je tudi postala tako zelo uspešna. Blizu bloka smo imeli hribček. Včasih je bilo veliko snega in ko sem hodila po njem, sem razmišljala, kako rada bi se sankala in smučala. Ko sem že smučala, so bile smuči že premajhne in pancerji tudi. Ko sem bila stara 6 let in sem imela krizo, sem šla v klet in na stropu videla stričeve smuči. Seveda so bile predolge, a sem jih vzela in odžagala na pravo dolžino, prestavila vezi, no takrat še niso bile vezi, kot jih poznamo danes, ampak je bilo tako žičnato okovje in sem smučala in smučala kot nora. Moj dedi me je vlekel na hrib, jaz pa sem smučala in spet me je vlekel gor, jaz dol ali pa sem štamfala gor in se spuščala. To sem delala skozi in bila sem zelo vesela. Leto 1995 je bilo zame zelo žalostno leto.
Moja stara mama je drugič doživela kap, zato je odšla v dom upokojencev. Z njo so bili zelo povezani, saj sva bili skupaj 30 let. Ona me je podpirala, me spodbujala, da sem smučala, res sem imela veliko podporo. Nihče drug me ni tako podpiral kot ona. Veliko sva se pogovarjali, komunicirali in bilo je odlično. Ko je odšla v dom, mi je bilo zelo hudo. Takrat sem želela opustiti smučanje, saj so bile moje misli pri Omi. Toda rekla mi je, naj ne neham, da je v domu upokojencev zdaj njeno življenje in naj mislim nase in treniram za olimpijske igre na Finskem. Po tehtnem premisleku sem se strinjala in smučala naprej. Na olimpijskih igrah Ilasu na Finskem so bile spet posebne igre. Leteli smo 1 uro severno od Helsinkov na antarktični vzporednik, tako da, ko nas je organizator peljal, bilo je skoraj 2 metra snega. Imeli smo šoferja, ki je vozil avtobus tako hitro, da so imeli otroci oziroma vsi ti tekmovalci kape čez oči, ker niso upali gledati skozi okno. Živeli smo v Brunarcah, ker tako visoko na severu niti ni bilo hotela v tistem kraju. Treninge smo opravljali tako kot drugi, vendar je bil izjemen mraz. Bilo je med 17 in 20 stopinj pod nulo in vem, da nas je kar precej zeblo ves čas. Še posebej pa se spominjam Finske. Tam je bil hud mraz. Ja, par dni je bilo res zelo hladno, tako da smo imeli pod kombinezoni še pižame. Na otvoritvi je pihal tak orkanski veter, da je potrgal vse, kar je bilo. Skupaj smo takole v grozdu stali in se držali, da nas ni odpihnilo. Tekmovanje je bilo kot tekmovanje. Za nas je bil zelo pomemben smuk, ker Sabina in Samo sta bila zelo močna v tej panogi. Moja najljubša disciplina je bila smuk. Zakaj? Ker obožujem hitrost, adrenalin in v takih športih zelo uživam. Ko se spustiš po progi, nimaš časa za druge misli. Res se moraš popolnoma posvetiti temu, kar takrat počneš. Takrat te lahko hitro kaka misel vrže iz tira. Žal, zadnji dan treninga, v zadnji vožnji, je Sabina padla in začela je zelo boleti rama. Potrebno je vedeti, da zdravnika nismo imeli. Sabini smo rekli, naj mirno spi do zjutraj in bomo zjutraj se odločili. Zjutraj seveda smo žrebe opravili, številke smo imeli in Sabina se je odločila, da ne more tekmovati. In ker je Sabina se odločila, da ne bo mogla tekmovati, da jo preveč boli rama, sta tudi Samo in Lojzka Meglič odločila, da tudi one dva ne bi tekmovala. Mi smo kljub temu z vso opremo šli. Na štart nas je peljala zelo dolga vlečnica. Na tej vlečnici smo bili najmanj 20 minut, bilo je vse zaledenelo, mrzlo, ogromno snega. Jaz sem se usedel skupaj s Sabino in sem se 20 minut z njo vozil. In najprej sem jo umiril, potem sem rekel, potem sva se pogovarjala in sem rekel, da naj poskusi odpeljati, pa da nobene pričakuje od nje nobenega rezultata, pač naj uživa v vožnji. Rekel, naj mirno tekmuje, ne. Sabina je taka, kot je bila, impulzivna, eksplozivna, dinamična, se je odločila, da bo tekmovala. Aljoši takrat tega nisem izdala, ampak ni me toliko ovirala bolečina v rami, kot to, da nisem vedela, kako je doma z mojo Omo. Skrbelo me je zanjo in že prej sem zaradi nje želela odnehati, a sem vseeno smučala in tekmovala. In ko sva midva prišla na štart, za nami sta prišla Lojzka Meglič in Samo Petrač in je Sabina rekla, da bojo vsi tekmovali, da se je ona tako odločila
da je pripravljena, da sta ostale dva tudi prikimala. Sabina je bila neformalni vodja, je bila celotne ekipe. Jaz sem vedel, da če bo ta le majčken sreče imela, pa da bo ta odpeljala progo tako, kot znata, da nimata konkurence. Sabina kot Samo, pa tudi Lojzka. No, ker so nam Petrac, Slatinšek in ostali pripeljali še vso opremo, so vsi trije potem tudi štartali in to je bilo fenomenalno. Sabina je osvojila zlato medaljo v smuku, Lojzka Meglič bronasto in Samo Petrač v moškem smuku, mislim, da je tudi srebrno medaljo osvojil. Seveda ima ta zlata medalja posebno vrednost. Zakaj? Ker je z olimpijskih iger. To je olimpijska medalja. To je najvišji rang, ki ga lahko osvojim. Sabina kot Samo, oba sta bila praktično brez napak. Vrhunsko sta se izpopolnila. Takrat je Slovenija osvojila kar 7 medalj in smo bili prva nacija na svetu s 3 tekmovalci, 7 medalj. In spomnim se, da je prišel k meni trener ameriške reprezentance in je rekel, če lahko z mano govori na samem. Sem rekel, da ni problema, da ja. Je rekel, če mu izdam skrivnost, katere maže uporabljamo, ker imajo ZDA samo 1 medaljo, Slovenija pa kar 7. Odgovoril sem mu, da je naša skrivnost dobra priprava, dobre noge in dobri tekmovalci in seveda tudi dober serviser, ki pa je uporabljal čisto običajne maže. Kar se tiče samega znanja in spoznavanja priprave smuči, bi lahko rekel, da je to veščina, če ne že kar znanost. Ampak jaz sem imel, zgleda, da imam to malo prirojeno, nekaj več. In zato so te naše smučke tudi res dobro šle. Lahko rečem, da je to delo, ki je malo postavljeno v ozadje, čeprav brez vrhunskega servisa ni mogoče doseči vrhunskih rezultatov. Oprema je bila skromna. Na prvem evropskem prvenstvu Serge Valjeju tudi nismo imeli enotne opreme, vsak je imel svojo vintjakno, svojo bundo, tako da celotna odprava je bila izjemno skromna za današnje pojme. Srečo pa smo imeli, da je Alpina zagotovila pancerje za tekmovalce, da je Elan dal smuči za tekmovalce in da je Smučarska zveza Slovenije dala drese, ki jih reprezentanca ni več rabila, tako da smo te drese pa dobili. Tako da bo rekel, osnovna oprema za tekmovalce je bila, ni pa seveda bilo toliko parov smuči, kot jih imajo danes, ni se ta oprema testirala, tako da po tej plati je bilo skromno, ampak mi smo bili zadovoljni s tistem, kar smo imeli. Vso opremo smo dobili za 4 leta. Ni bilo mišljeno, da bomo vsako leto dobili novo, ampak to, ki smo jo dobili, naj bi imeli za 4 leta. Potem naj bi dobili novo opremo, spet za obdobje 4 let. Če sem prvo leto veliko smučala in se je oprema obrabila, sem morala iz svojih sredstev kupiti novo ali pa sem prosila za popust. Za vse to sem se morala boriti sama, ampak tudi tako mi je uspelo pridobiti opremo. Težko je imeti ene smuči za celotno obdobje 4 let. Ja, to je bil res velik problem. Takrat smo sami prosili za opremo. Z nekaj opreme so nam pomagali tudi paraolimpijci, tako da smo je nekaj dobili od njih. V glavnem pa smo si jo najpogosteje priskrbeli sami. Opremo smo dobivali drugače kot danes. Sami smo šli v tovarno, sami v trgovino, pisali smo prošnje. Tako je bilo. Ja, jaz sem se športom ukvarjal že skozi, ne. Tako da sem imel tudi kar vrhunska kolesa, enega japonskega Dura Ace, potem sem imel enega originalnega Puhovega,
Vse so bila to dokaj dobra kolesa ali pa kar tekmovalna. No in te sem, če rečem v narekovajih, posodil sinu, da je sploh začel kolesariti. Glede na to, da je bil pa fizično že iz smučarije dokaj na visokem nivoju, je kolesarstvo relativno hitro usvojil in klemu je potem pomagal še Tone Kunaver in lahko rečem, da tudi njegova zahvala je, da je samo prišel v kolesarstvu tako visoko, kot je. Ko sem ga jaz prvič videl, mislim, tako na pogled, živ atlet, samo mogoče za smučarijo to, ki je tudi tam dosegel odlične rezultate, drugače za kolesarstvo je bil pa pretežek. Sem rekel, pova, 10 kil bo shujšal, pa boš začel tekmovati, probati kolesarstvo in uspelo te bo. Leta 1993 je Slovenija prvič nastopila samostojno na letnih olimpijskih igrah v Bolgariji, v Sofiji. Tekmovali smo v namiznem tenisu, strelstvu in kolesarstvu. V kolesarstvu smo imeli ekipo in takrat v njej je nastopil prvič Samo Petrač, ki je tekmoval na vseh tekmah v kolesarstvu, to je v šprintu in na cestnih dirkah. Bil je pač borec, mi rečemo kolesari, to je tak žargon. Spominjam se tudi potek cele dirke, od štarta do cilja zelo naporna dirka, 100 km dolga. Skupina se je raztrgala nekje na polovici, na 50 km, in 4 kolesarji, v kateri je bil tudi Samo. Potem se je Samo zapletel s Francozom, ki je tudi padel in odstopil. Nato je Sam nadaljeval. Spredaj sta bila 2 Italijana, tekmovalca. Njih ni bilo mogoče več ujeti. On je pa tudi poškodoval prvo kolo, samo nismo riskirali, da bi mu menjali kolo. Nikoli ne bom pozabil, da so se mi na prednjem kolesu poškodovale špice. Nisem vedel, ali bo šlo ali ne, ampak trener mi je rekel, ti samo pojdi, ne bomo menjali gum kolesa. Sem si mislil. Kolo, ki ga je imela moja ekipa in bi ga lahko zamenjal, je bilo premajhno zame. Zato smo se odločili, da dirko, do konca je bilo še 30 km, odvozim na svojem kolesu. Italijani so bili na prvih mestih, jaz na 3. In čeprav so se razburjali, sem osvojil 3. mesto. Bil sem zelo vesel in ljudje so me objemali. Ko je prišel na cilj, sem jaz prijel kolo, dvignil, kolo se sploh ni vrtelo. To se pravi, da je on iz neverjetno več moči moral prikolesariti na cilj. Ja moram reči, da medalja, pa ta je praktično edina iz letnih olimpijskih iger, Samotova v kolesarjenju na 100 km. To so tako močna čustva, ko stojiš ob progi, navijaš, čakaš, bo, ne bo, bo šprint, vpiješ. Težko to vse opišem, kaj te vse preveva, vendar ko vidiš, da se je pripeljal v cilj kot 3., da je osvojil medaljo, postaneš evforičen, noriš, objemaš kjerkoli ob tebi. In moram reči, da tudi Bolgarija kot taka mi je ostala v lepem spominu, sploh pa zaradi Samotovega uspeha. Bili smo nova država. Prvič smo bili na olimpijskih igrah. In največ za Slovenijo naredijo ravno športniki na takih tekmovanjih. In prva medalja za Slovenijo v individualnem športu, ki jo je osvojil Samo Petrač, je pomenila neizmerno veselje, ponos
ker kolajna le da tisto potrditev, da je celotna odprava uspešna, in to se je zgodilo pri našem Samotu, ki je bil nov v reprezentanci in je kasneje postal izjemno pomemben člen na vseh tekmovanjih. Ko sem šel na olimpijske igre na Dansko, sem se na prvi tekmi nekaj čudno počutil. Nisem bil v najboljši formi. Trenerju sem povedal, da nisem v redu. In spraševala sva se, ali ni to morda zaradi hrane, ki je bila sicer dobra. Na vrsti je bila druga tekma, dirka na 100 km. Ni šlo. Začel sem kašljati in kašljati, tako da je trener pomislil, da bi bila mogoče lahko viroza. A kar naenkrat se je moj celotni imunski sistem sesul. Res je, da ne morem reči, da je bil slabo pripravljen, ampak on se je praktično tukaj mogel ali ne, pač en virus dobiti, se je prehladil, on praktično je kašljal in pljuval gnoj, tako da zdaj ne morem ga zdaj karati, da on neče, on ima rad kolesarstvo, samo pač on je šel do svoje sposobnosti, je šel, sam če se je pa tukaj prehladil, jaz zdaj ne morem pomagati, doktor bo tudi svoje ugotovil. Ja, nas je zelo šokiral, ker ko smo zvedeli, da ima samo Hodgkinovo bolezen in imel je kar zelo razširjene rakave celice po celem telesu. Tako da, če bi mu še eno stopnjo višjo, najbolj verjeten bi bil že takrat pokojni. Moja mama se je ustrašila. Se ni vedela, kaj je z mano narobe. No, tudi jaz nisem vedel, ali bom umrl, ali bom samo operiran. Pojma nisem imel, bil sem brez besed. Moja družina, žena in sin sta bila prestrašena in sta jokala. Leta 1997 sem začel s kemoterapijo in sem moral biti doma. Gledal sem se v ogledalo in se pogovarjal sam s seboj. Takrat nisem popolnoma nič treniral, samo počival sem. Imel sem kemoterapije in obsevanja in vedel sem, da brez športa ne bom zmogel. Imel sem negativne misli. Doma sem samo stagniral. Takrat sem bil sam s seboj, s svojimi mislimi in odločil sem se, da bom počasi šel ven. Pomalem začel trenirati in nazaj pridobil pozitiven pogled. Približevale so se olimpijske igre in moje sanje so bile, da bi se leta 1999 udeležil olimpijskih iger v Davosu. Te svoje želje nisem nikomur zaupal, saj so mi vsi govorili, da je na prvem mestu zdravje. Vendar nisem vedel, kdaj bom zdrav, mogoče jutri, čez en mesec, morda leto, koliko časa bom sploh živel. Moram povedati, da je bilo pri Zvezi za šport invalidov Slovenije zelo grozno. Saj niso mogli verjeti, da ima samo raka in gre na tekmovanje. Kar nekajkrat smo se pregovarjali o tem, vendar je samo res treniral. Zveza pa se je izgovarjala na njegovega raka, češ le kako bo zmogel. Na Zvezi za šport invalidov so predlagali, da tak igralec naj ne tekmuje, kar je bilo seveda tudi prav. Osebno nisem bil prepričan, ker tu gre ne zgolj za rezultat, gre tudi za druženje gluhih, gre za to, da tekmovalec pride v neko sredino, kjer lahko pozabi na bolezen, tako da nekako jaz sem bil za to, da on tekmuje. Pogovoril sem se z mamo in očetom Samota, in zlasti oče Frane je to takoj podprl. Je rekel, da je prav, da tekmuje. Ja, glede na bolezen, kakršno je imel, je bila ta angažiranost v bistvu njegova rehabilitacija. Če tega ne bi počel, bi se najbolj verjeten tragično končalo že takrat. On je ob tem, ko je smučal, pozabil na vse to, kar ga teži. Na našo odgovornost oziroma na odgovornost sama Petrača smo se odločili, da v Davos zopet potujemo na olimpijske igre in kot ponavadi smo odšli z enim samim avtom, naloženim s prtljago, ampak žal je tisti teden padlo največ snega v zadnjih, 50 letih, bilo je skoraj 2 metra snega
In približno 10 km pred Davosom cesta ni bila več vozna, je bila zaprta. Morali bi iti po krajši poti in prava pot je bila v desno, vendar je bila cesta zaprta zaradi plazu. Zato smo morali po obvozu skozi St. Moritz. Šli smo mimo St. Moritza in se spomnim, takrat je začelo snežiti, kljub temu, da je bilo že tako ogromno snega. Noč je bila, avto ni mogel več naprej, ker nismo imeli verig. Ustavili smo se v temi, ugasnili smo avto, da ne bi bencin rabili, luči smo izklopili, bili smo sami na svetu, torej 3 gluhi, en snemalc, Frane Petračev, jaz, Slatinšek. In takrat sem takole pogledal v nebo in sem rekel, potrebujem pomoč, nisem kos razmeram več. No in ne mineta 2 minuti in naenkrat z druge strani zagledam luči, nekdo je po tistem prelazu se spuščal z avtom in avto se ustavi. Jaz sem mahal in se ustavi in je stopil ven, prvič v življenju sem videl en fant, lepo urejen, mislim celo, da je bil v obleki. Je rekel, kakšen problem imate? In sem mu razložil, sem rekel, imam gluhe v avtu, sam sem, a imate verige? Sem rekel, da nam jih date. Je rekel, nimam, kako vam lahko pomagam? Sem rekel, a bi šli v St. Moritz, jaz ne morem ne naprej, ne nazaj. In dejte probat najti, v St. Moritzu sigurno prodajajo verige, pa pripeljte nam jih. Je rekel, bom pogledal, če bom dobil, bom pripeljal. No, mi smo stali v temi tam, kakšno uro pa pol smo približno bili v temi, na mrazu, z ugasnenim avtom. In ne boste verjeli, človek pripelje in imel je verige. In sem rekel, ne mi zameriti, jaz tudi verig v življenju nisem znal gordati, ne znam, tudi verige nam je gordal. In še zdaj se spomnim, cena je bila približno 100 mark nemških, takrat sem mu jih dal, sem rekel, vam lahko dam vsaj 20 mark za en pivo, da boste šel. Ne, je rekel, ni govora. Jaz sem vesel, sem vam lahko pomagal. Nikdar kasneje nisem več videl tistega človeka. Torej, prišli smo po noči v Davos, drug dan smo začeli opravljati treninge in prvo tekmovanje je bilo v smuku. Ne glede na to, ali tekmovalec sliši ali ne sliši, je ogled proge nujen, ti ga si ogledaš z njimi, jih opozoriš na pasti, kako je treba ovink vzeti, da ga ne bo iztirali in tako. Seveda, ta protokol je popolnoma identičen slušečemu protokolu. Progi sem se popolnoma posvetil. Ne kar tako počez. 100% sem se ji posvetil, ker je bila to moja priložnost, da osvojim medaljo. Točno sem vedel za vsak levi in desni ovinek, kje bo grbina, kje bo spet levo in desno, pa grbina. Nisem si je hotel zapomniti 50%, želel sem si jo zapomniti 100% ali celo več. Vtisniti v spomin in si jo zapomniti tudi glede časa, strmine, ovinkov. Zvečer sem progo znal že na pamet in sem si jo v mislih ponavljal in ponavljal. 100-krat, ne samo 2-krat, ker bi jo lahko pozabil. Samo o progi sem razmišljal in seveda sem jo znal na pamet. Naslednji dan bi lahko po tej progi vozil tudi slep, saj sem natanko vedel, kako jo moram prevoziti, kje paziti. Proga je bila odlična. Prevozil sem jo brez napak, brez drsov. In čas je bil res dober. Res dober. Davos je sigurno ena prelomnica v samo tomu življenju. In ko sem jaz smuče mu na štartu pripravil in ko sem videl, da je štartov, jaz ga pač vidim iz štarta mogoče kakšnih 500 metrov, potem pa nič, ne vem niti rezultata, ne vem nič, ker tudi radio veza med mano in pa med primer Aljošo ne sme obstajati. Mi moramo biti vsi gluhi. Pri Samotu nisem bil nikoli na startu, tam sem šel v cilj in gledal sem tisto uro in ki je Samo pripeljal, je prevzel vodstvo. Sem rekel, pa to je krasno, ampak je bilo še dosti dobrih tekmovalcev. Mislil sem si, prav, prihajajo še drugi tekmovalci in me bodo prehiteli. Saj sem vedel, da je Italijan dober, Švicar je dober, ampak jaz sem kar ostajal na prvem mestu. Do konca je to vodstvo ostalo.
in samo je osvojil zlato kolajno. Jaz sem v to srečo v nesreči, da ko sem prišel jaz v cilj, je že samo proslavljal. So že vsi se objemali in sem že nadaleč videl, da je uspeh bil. Moči je imel dovolj in v bistvu kljub temu, da je imel raka, je za svojo hrabrostjo, neomajnostjo dosegel zelo odmeven rezultat in kapo dol bi rekel. Zdaj, kaj sem rekel kot slušeč, težko rečem, mogoče super, mogoče čestitam, mogoče ne vem kaj. V glavnem sem ga objel, on pa mene. Gluhi ne rabijo veliko besed, rabijo pa veliko objemov. In jaz sem to naredil. Ko je prišel dol moj oče, je rekel, kaj, a je prvo mesto. Močno me je objel, zakričal, vsi so mi čestitali. No, ko sem moral na kontrolo dopinga, sem s sabo nesel vso dokumentacijo o moji bolezni, raku. To je bila taka mapa, ker je jedel, on je jedel določena zdravila, citostatike, ne vem kaj vse jedel. Zdravniku sem izročil mapo z vso tistim diagnozam. Zdravnik se je usedel, gledal je mapo, gledal je mene, gledal je Samota, še enkrat pogledal mapo. Je rekel, pa vi veste, da ta človek ne sme nobenega športa zganjati. Sem rekel, vemo, ampak zlato kolajno je osvojil. Je rekel, kaj tazga v življenju nisem ne videl, ne slišal. Ob podelitvi medalj se je že znočilo, tako da smo šli na to v hotel na večerjo. Takrat smo se zbrali vsi reprezentanti in trener. Prosil sem za besedo in povedal, da sem presenečen, da sem osvojil zlato medaljo in da upam, da bom z njo čez čas ozdravel. Sicer sem o tem razmišljal že prej, a tega nisem nikomur želel povedati. Saj, če bi osvojil 15. mesto ali bil še slabši, bi se počutil grozno. V mojem govoru so jim solze stopile v oči. Nato smo odprli šampanjec, ga nalili in se veselili. Pa jaz sem v Samota kot, ne samo kot sina. Tudi če ne bil moj sin, pa da bi ga tako poznal kot ga, verjel, da bo pač dosegel. On je pač trmast. On bi po moje tudi, če bi bilo še slabše, naredil vse, da bi šel na tekmo. In mislim, da mu je ta uspeh njemu spremenil življenje. Tako kot sem rekel, najbolj verjeten ne bi ozdravel ali pa živel tako, kot živi, če takrat v Davosu ne bi potrdil, da je kljub bolezni sposoben. In to mu je pač uspelo. In Davos mu je v bistvu spremenil življenje, oziroma mu je dal življenje. Ko sem dobil zlato medaljo in sem prišel domov, sem se počutil zelo dobro. Nič me ni bolelo. Bil sem zelo pozitivnega duha, navdušen in tudi samozavesten. Ko sem šel k zdravniku na onkologijo na pregled, so mi najprej čestitali, se so za moj uspeh slišali po radiju in brali v časopisu. Na pregledu sem povedal, da se dobro počutim. Dal sem kri, imel sem slikanje in rezultati so bili v redu. Čez 1 leto in pol sem imel kontrolo, kjer je bilo spet vse v redu. Tako sem se znova pripravljal na poletne olimpijske igre v Rimu, v disciplini kolesarjenje. To obdobje priprav je bilo še posebej naporno, ker sem redno hodil v službo in imel obenem redne treninge. Vsak dan torej služba in nato trening, pa služba in trening, služba in trening. Zelo dobro se spominjam preteklega časa, kako smo gluhi trenirali, kako smo hodili na tekmovanja. Na začetku, tisto obdobje od leta 1992, smo imeli veliko srečo. Večina športnikov in športnic je takrat hodila še v srednjo šolo, kar pomeni, da so imeli ogromno časa. Sabina je imela veliko več možnosti na Pohorju s treningom smuka, Samo pa v klubu v Škofji Loki. Poleg tega sta bila pa še izredno podkovana s kondicijo. Hitre discipline za njiju niso bili noben problem.
Žal so v tistem obdobju šolanje končali in takoj odšli v službo. Nekaj časa je še šlo, nato pa je postajalo vse težje. Najtežje je bilo dobiti dopust. Malokdo, res malokdo je dobil izredni plačani dopust. Večina je dobila neplačani dopust. Kar se tiče same udeležbe na tekmah, sem si vzel dopust, seveda. In od začetka sem si poti in te stvari financiral večinoma sam. Morala sem porabiti svoj dopust in morala sem pokrivati ure izostanka z dela, da sem lahko odšla na treninge. Izredni plačani dopust? No, enkrat ja, drugič ne, nisem dobila vedno odobrenega. Veliko so žrtvovali za te uspehe, ker moramo vedeti, da so gluhi žrtvovali svoje dopuste, da niso z družinami bili poleti, da so dopust porabili za tekmovanja. In tukaj je bila naša zamera do države, vendar smo bili vztrajni. Zjutraj sem bil na primer v službi, popoldne sem šel na trening. Za smučarske tekme pa sem porabil dopust. Vedno sem dajal svoj dopust. Res škoda. Dopust bi moral imeti zase, da bi lahko bil z družino, da bi brezskrbno odšel na morje. Od države pa bi bilo pošteno, da bi me priznala kot športnika. Tako pa sem moral breme stroškov nositi sam. Res ni bilo fino. Leta 1995 sem na olimpijskih igrah osvojila 3 medalje, naslednje leto pa bi morala iti na Evropsko prvenstvo gluhih v smučanju v Sundsvallu na Švedskem. Želela sem se ga udeležiti, vendar mi šef ni dal plačanega dopusta. Želela sem se nekako dogovoriti, da bi se lahko udeležila tega prvenstva. Nekaj časa sem še trenirala, toda ker se v službi nikakor nisem mogla dogovoriti, sem treninge opustila in se vrnila na delovno mesto, da sem lahko obdržala delo, da sem preživela. Ko sem bil vodja reprezentance, mi je bilo malo težko, tudi hudo. Zakaj? Ker so nekateri športniki dajali svoj dopust ali jemali neplačani dopust. Na tekmovanju so osvojili medaljo in seveda smo bili tam vsi zelo veseli. Ko smo pa prišli naslednji dan domov, smo bili zelo razočarani, saj nismo dobili denarnih nagrad. Medijska pozornost je bila majhna. Naši rezultati pa so bili premalo odmevni ali pa sploh ne. Danes delam kot dostavljalec hrane. To delo upravljam že 10 let. Imam minimalno plačo in sem žalosten in nezadovoljen, vendar delam za preživetje. Samo je brez dvoma izjemen delavec, velik športnik in zelo skromen fant, ki je podredil velik del svojega življenja, da je dosegel te rezultate, na katere smo bili ponosni vsi v gluhi in naglušni v Sloveniji, v društvih, na zvezi. Žal pa se je država premalo zavedala teh uspehov in žal so bili ti uspehi v javnosti velikokrat prezrti. Nekako so bile na obrobju, kako da se dogodki niso zgodili. Samo Petrač ni nikoli prejel nagrade za te medalje. Država se mu ni oddolžila, nikoli ni dobil službe, ker danes vemo, da vrhunski športniki dobijo službo pri policiji ali vojski. Samo Petrač ni mogel nikjer dobiti službo, tako da je opravljal zelo slabo plačana dela. In ko je želel se vpisati na visoko šolo za telesno kulturo, je bil en od najboljših na praktičnem delu izpitov in je bil tudi sprejet na DIF, vendar on ni razumel, kaj predavanj ni razumel, spremljati jih ni mogel. To je bilo približno tako, kot bi Slovenec hodil v šolo na Kitajskem, ker ne bi popolnoma nič razumel, kaj se dogaja, kaj se pogovarjajo. In žal, če v celoti danes gledamo, bi rekli, da je samo Petrač
veliko storil za gluho skupnost, za prepoznanje gluhega športa, za državo Slovenijo, država pa je bila do njega zelo mačehovska. Sprejeti je bilo treba, da je gluh in s tem živeti. Vso moje jamranje ne bi prineslo nobenega uspeha. Jaz sem edino tisti lahko bil, ki sem ga podpiral, enako tudi gotovo njegova mamica in tako. Jaz sem bil samo tisti suport, pa tisti, ki sem mu lahko vse to dal. Vsekakor pa on ni dosegal tistih ciljev, ki bi jih jaz hotel, ampak je dosegal tiste cilje, ki si jih je sam izbral. Moja najljubša disciplina je smuk. Zato, ker obožujem hitrost, nevarnost. Ne bojim se tega. Najvišja hitrost je bila 120–125 km/h. Lahko bi šel tudi 150, odvisno od strmine. Zame je bilo to normalno. Ko sta moj oče in Aljoša videla strmino in se čutila, jaz nisem videl. Nisem občutil strahu. In Aljoša, ko je zagledal strmino, se je raje odločil za ovinek in šel po drugi poti. Mislim, da je bil smuk na Finskem, ko je bila megla in seveda mi smo bili na štartu in ko je megla, nič ne vidiš, kako to zgleda, ne? In predno se je štart začel, je megla odšla in je bilo tako, kot bi z najvišje stolpnice v Ljubljani gledal v prepad. Sam to, ko gledaš iz fotela, se ti ne zdi tako, ampak ko si pa tam, pa prideš na vrh, je pa tako, ko bi na velikanki stavil v planici in pol se pel dol, ne? Se tako držiš, da komaj dihaš, ko si sam gor, kje šele, da bi se pelal, ne? Se pravi, hitrosti, pa to je vse primerljivo z hitrostmi v svetovnem pokalu. Ni bistvene razlike. Treba je vedeti, da te tekme niso kar tako, ne? To ni sindikat. To so tekme, ki so vedno na homologiranih stezah. To so tekme, v smuku se gre 120–130 na uro, to ni nek kucelj, ne? Tekme v slalomu so na prizoriščih svetovnega pokala in tako naprej, ne? Ne samo, to so resna tekmovanja, ki potekajo na homologiranih progah. Seveda obujam spomine za nazaj in sem navdušen, ponosen, pa tudi razočaran. Spomini so tudi grenki, ker vse od samostojnosti Slovenije do danes nisem dobil niti ene finančne nagrade. Ko sem dobil Bloudkovo priznanje, sem bil ponosen. Toda, da bi se v sebi kaj drugače počutil? Ne, to je bilo to. Manjkalo je drugo, nagrade za medalje. Ja, v roke sem dobil priznanje. In? V tistem času nismo bili upravičeni do statusa vrhunskega športnika, da bi lahko bili zaposleni v javni upravi. Zato tudi nismo prejemali nobenih finančnih nagrad. Gluhi smo enako tekmovali, tako kot vsi drugi, tako kot slišeči. Ampak do denarnih nagrad za osvojene medalje na olimpijskih igrah in evropskih prvenstvih pa gluhi nismo bili upravičeni. Takrat je bila samostojna država Slovenija komaj ustanovljena in bi to vprašanje lahko rešili. Vendar žal nismo bili enakovredni slišečim. Seveda se nisem počutil dobro, saj so slišeči dobili nagrade, gluhi pa ne. To je bilo težko gledati. Seveda smo bili jezni. Slišeči dobijo, gluhi ne. To je diskriminacija gluhih športnikov. Na eno stvar bi rad spomnil. Leta 1997 na poletnih olimpijskih igrah na Danskem smo bili v hotelu,
V hotelu nasproti nas pa so bili športniki iz Turčije, s katerimi smo se tudi družili. Pa so prišli naši športniki do mene in mi rekli: Janez, poglej, če Turki osvojijo medaljo, dobijo hišo in avto, mi pa nič. Rekel sem jim, da ne morem ničesar storiti, ne morem pomagati, to bomo urejali nekoč v prihodnosti, pa so mi takoj odvrnili, češ, oni imajo že zdaj, mi pa nič. Jaj. Težko jim je bilo odgovarjati. Ja, želimo, da gluhi dobijo nagrado za osvojeno medaljo. Prav je, da jo dobijo, prav je tako. Ker imajo slišeči tak sistem, si želimo, da bi tudi gluhi imeli enakega, da je vse enako. Bila sem razočarana, ko sem videla, da invalidi nismo enakovredni slišečim. Slišeči športniki imajo sponzorje, denarne nagrade, imajo vse, mi pa nikoli nismo dobili ničesar. Kot da smo diskriminirani, manjvredni, tam nekje zadaj, na stranskem tiru. Mi smo veliko pokazali. Pokazali smo naše smučarske uspehe, naš karakter, željo, energijo in tako smo vedno dobivali medalje. Ampak žal do danes nismo niti enkrat dobili ničesar. Nikoli. Celotno obdobje v tistem času je bilo drugačno, kot je danes. Gluhi so bili dokaj prezrta skupina na različnih področjih. Tudi znakovni jezik ni bil priznan, tudi športni rezultati se niso vrednotili. Veliko smo poskušali na različnih nivojih. Žal sta bitki za priznanje znakovnega jezika in bitka za izenačitev rezultatov športnikov invalidov trajali dolgo in predolgo za veliko športnikov z tistega časa. Samo je osvojil kar nekaj olimpijskih medalj. Je en redkih, ki ima medaljo iz letnih in zimskih olimpijskih iger. Razen neke velike prepoznavnosti v svetu gluhih in pa v svetovnem svetu gluhih, mu vsaj iz tega finančnega vidika v takratnem času ni prinesla vsega tega, kar bi mu to pomenilo danes. Vendar z novo zakonodajo, ki je bila sprejeta, bodo pa tudi te krivice nekako popravljene in ko bo odšel v pokoj, bo pač dobil nekaj zasluženo nagrado, ki pa mislim, da si jo je iz srca povedano zelo, zelo zaslužil. Ta dodatek pa je prvič izenačil gluhe športnike z slišečimi športniki oziroma z tistimi, ki so do tega dodatka bili že predtem upravičeni kljub precej nejasnim kriterijem. Zakon o športu pa je te kriterije zelo jasno postavil. To je o izenačevanju možnosti invalidov popolnoma pravilno in tudi zaslužijo si to, ker olimpijska medalja je največ in je to najboljša primerjava, to pomeni, da si v svetu špica in prav je tako. Biti olimpijski prvak, ne glede v kateri kategoriji, invalidnosti ali slušečih ljudi, ni mačji kaša. Je trdo delo in spoštovanja vreden dosežek. Nikoli nisem imel v mislih, da bi moral z delom, ki ga dajem, kaj zaslužiti. To sem delal tako iz pripadnosti do svojega sina. Potem sem se pa počutil kot član ekipe vseh slušno prizadetih, ki so hodili na smučarska tekmovanja. Jaz bi vse to še enkrat ponovil. To je bil najlepši del mojega življenja. Leta 1995 smo se odločili, da bomo poskušali narediti košarkarsko reprezentanco Slovenije
saj je v jugoslovanski reprezentanci vedno tekmovalo večje število Slovencev. Na zvezi je naš Čedo pripravil izbor vseh košarkarjev v Sloveniji, ki bi želeli trenirati in igrati košarko. Na ta zbor je prišlo, mislim, da okrog 25 košarkarjev in naredili smo pregled. Zbrali smo tudi Petra Brumna za trenerja. On je bil takrat kar poznan trener, saj je predtem vodil Olimpijo, tako da smo imeli srečno roko. Peter, ki je bil poseben trener, bil je pa izjemno dober pedagog. Jaz sem vedel, kdo je gospod Aljoša Redžepovič, da je bil vrhunski športnik. Aljoša je verjetno vedel, kdo je Peter Brumen, tudi po čem slabem, pa ne sem po dobrem. Preko svojih vez, preko profesorja Vujasina je vzpostavil stik z mano. Če bi želel, če imam voljo, če imam čas, prevzeti občasno delo z gluhimi. Če bi mi to rekel nekdo drug, bi verjetno imel pomisleke. Ampak ker je on stal za tem, sem pristal. On je že sodeloval v tem izboru in tam smo izbrali širši izbor ekipe in prvič smo videli tudi 15-letnega Sašo Lukiča. Predtem je on treniral v Olimpiji pri kadetih, vendar kot gluha oseba je imel kar težave s porazumevanjem, pa tudi igralci z njim. Sašo Lukič, ko sem ga spoznal, bi ga tepel 26 ur na 24. Vlekel sem ga za lase, držal sem ga za grlo, upiral se mi je, imel je že dvignen roko, da bi me, ne vem kaj. Ta Sašo Lukič, zdaj, oče 2 otrok, ta Sašo Lukič pride k meni z 2 dvignjenima rokama, da me objame. Prešla sva eno obdobje, zelo pisano. Ni hotel ubogati, ker je po naravi takšen. Močna osebnost, ta osebnost še dodatno podžgana s tem, ker so mu že kot pionirju pri Olimpiji, kjer je vadil, se smejali za hrbtom, ker mu je moral trener kakšno stvar povedati 2-krat, 3-krat, ker pač ni slišal. Leta 1995, pred tekmami z Ukrajino, kvalifikacije za naslednjo leto za Evropsko prvenstvo, je Sašo Lukič kot 79-letnik bil star 16 let. Na kvalifikacijah smo v Ukrajini premagali Ukrajino. Sašo Lukič je dal kar 27 košev takrat in se uvrstili tako na Evropsko prvenstvo, kot kasneje na Olimpijske igre. Leta 1996 smo šli na naše prvo samostojno Evropsko prvenstvo v Krakov. 1996, Evropsko prvenstvo, ekipa še stalno, zdaj že rečemo 1/3 igralcev, ki bodo kmalu prenehali s svojim igranjem, in 2/3 mlajših, ki prihajajo in so nadebudni, hočejo se dokazovati. Peljemo zgodbo, izgubimo polfinale proti kasnejšim prvakom in v tekmi za 3. mesto smo zmagoviti. Košarkarska ekipa gluhih in naglušnih je osvojila bron in šele potem v hotelu smo se zavedali, to je prva kolajna med kolektivci
med panogami kolektivnimi po letu 1991, po samostojnosti Slovenije. Gremo dalje. Rim, olimpijske igre. Olimpijada, na kateri pa je Slovenija že uvrščena tako visoko, da se je nekateri že bojijo. In so se je upravičeno bali. Tukaj so padli na mino do takrat neprekosljivi Švedi, ki smo jih izločili iz nadaljnega tekmovanja in se približali košarkaškim bogovom, Amerikancem. Takrat smo zmagali v polfinalu in se uvrstili v veliki finale Združenim državam Amerike. In iz Ljubljane sta prišla kar 2 avtobusa gluhih navijačev, tako da je bilo rajanje, Prešerno, veselje, ponos. Jaz nisem imel občutka, da bi se moji igralci, predvsem tista udarna peterica, sedmerica, da bi se pokakali pred tako tekmo. Ne, mogoče so bili še bolj nabrušeni. Predvsem, zdaj, če se lahko dotaknem vodilnega igralca te skupine skozi 15 let, Saše Lukića. Saša Lukić je prišel na igrišče, proti komorkoli je prišel z nožem v ustih. Ni bilo tu, Amerikanc gor ali dol, briga na njega Amerikanc. Sašo Lukić je bil igralec, ki je nosil našo reprezentanco. Reprezentanca je bila razen Janeza Kocjana in Fredija Pevcina, ki sta igrala še v jugoslovanski reprezentanci, vendar sta kasneje nehala igrati. Je bil Sašo Lukić izredno mlad fant z izjemno roko. On je na tekmah dajal po 30-40 košev, bil je nevaren na vseh pozicijah, danes bi ga lahko primerjal z Luko Dončićem, gluhe košarke. No, vedeti pa moramo, da en igralec sam ne more zmagovati. Potrebna je celotna ekipa, ki je bila takrat ena najboljših reprezentanc sveta, in naši fantje so odigrali vrhunsko tekmo, ki smo jo le za nekaj točk izgubili ZDA, tako da smo bili lahko vsi ponosni na to. S srebrom, ki smo ga osvojili, po mojem, smo bili bolj zadovoljni, kot pa oni s svojim zlatom. In tudi številčna kolonija slovenskih privržencev so naredili primerno vzdušje v dvorani. Če nas ni tista medalja iz Krakova pripela na zemljevid športnikov, nas je pa tale srebrna kolajna v Rimu dokončno uveljavila in uveljavila tudi to skupino igralcev, ki se je od tu dalje zelo malo spremenjala. Prvenstvo v Ljubljani organizirati je bil kar močen zalogaj za Zvezo gluhih in naglušnih. Naj vam moram povedati, da je bilo to največji športni projekt državi Sloveniji in še danes ne vem, mislim, da ni večjega. Namreč organizirali smo Evropsko prvenstvo za ženske in za moške v košarki v Ljubljani in Evropski kongres ECO. Drage tekmovalke, na 12. na 14. moškem Evropskem prvenstvu, na 8. in na 4. prvenstvu moških in ženskih v košarki za gluhe v Sloveniji. To je bil velik zalogaj, ki se je končal fantastično na vseh nivojih, najboljša organizacija, prejeli smo priznanja iz cele Evrope, vseh držav praktično, tako da je bilo fantastično vzdušje, predvsem pa vsi gluhi, vse Slovenije so prihajali na tekme. Če vzamemo, da je gluhih bilo takrat približno 2500, mi smo imeli na vsaki tekmi 2000 gluhih gledalcev. Vsa Slovenija je prihajala, to je bil res en poseben ponos. To je bila nagrada. Dajmo pokazati slovenski javnosti, kaj znamo.
Če se spomnim, slovenska javnost, pretežno seveda gluhi in naglušni, so bili počaščeni, da so bili lahko priča nečemu takemu, kar je osvojitev naslova evropskega prvaka. Smo se borili do zadnjega sodnikovega žvižga, nič ni bilo skoraj od lepote in uživanja v igri, ampak je bilo potrebno košarko delati. Prav vaša kretnja ponazoruje, kako smo morali igrati. Delati. In potem z vsakim naslednjim dnem si bolj znal ceniti, kaj si naredil. Rumen Peter se je počutil nagrajenega. Verjeli smo v to reprezentanco, ki je izjemno kvalitetna, izjemno, z dvemi super zvezdniki in tudi, bom rekel, celotna ekipa je bila odlično vodena, z dobrimi trenerji, tako da nekako smo ta rezultat si želeli, ga pričakovali in smo si ga tudi na nek način zaslužili. Slovenija je fenomen nasploh v športu. Kot majhna država dosega izjemne rezultate in gluhi so del teh izjemnih rezultatov v Sloveniji. Tako da težko bo v prihodnje zopet v kolektivnem športu priti na tak nivo do takih rezultatov, ker zato je potrebno dolgoletno delo celotne ekipe in seveda potrebni so vrhunski posamezniki. Sam nisem optimist v prihodnje v kolektivnem športu, vidim pa veliko možnost v individualnem športu, v katerem pa morajo gluhi se vključiti v slišeče klube in za takim projektom mora vedno stati družina.
Danes sem uresničila svoje sanje. Ko sem stala na stopnički, sem bila šokirana in jokala sem tudi od sreče in še vedno nisem dojela tega. Občutek je bil neverjeten, bila sem brez besed in še zdaj ne verjamem, da imam sploh zlato olimpijsko medaljo. Ko bodo tekme za mano, bo prišel pravi čas, ko bom vesela in bom dojela, kaj sem sploh postala. Ne morem zdaj vstati. Po moje si prva. Po moje si, ne vem. Jaz sem štela, ko je ona prišla in meni se zdi, da si 11-12 sekund za njo. Meni se zdi. Bravo. Bravo. O moj Bog. Končno je. Ko je Leja pretekla skozi cilj, sem sam že pri sebi vedel, a si nisem dovolil nekega izbruha čustev. Počakali smo na uradne rezultate, ker so me pa res preplavila čustva in sem spustil tudi par solz. Bil sem zelo vesel za ta njen uspeh, zelo ponosen na njo, tudi na sebe, saj smo zadnja 3 leta imela probleme s poškodbo in nikakor si nisem zamislil, da bi lahko praktično posegla, sploh pa ne po zlati medalji. Zelo me je skrbelo zaradi slabe napovedi vremena in hlada, ki je bil. Tudi potem, ko smo bili na prizorišču, je zelo močno deževalo. Poleg tega pa še 2 neprijetni poškodbi, sploh na odrivni nogi, koleno in pa mišica kvadricepsa. Tako da sem bil zelo zaskrbljen in sem res upal samo, da bo lahko sploh dokončala to tekmovanje. Mam je spremljala tako, da je ati poklical na Messenger in je dal na video, da je ona lahko gledala vse moje tekme. S tem videoklicom je moja žena in pa seveda vsi zraven, ki so navijali za Lejo, so lahko direktno spremljali skok v višino, kar pa preko uradne strani ni bilo mogoče. Ja, žena in pa seveda vsi zraven so bili zelo glasni, so navijali in potem, ko je preskočila zadnjo višino, ki je pomenila zmago, je bil to res krik veselja. Vsi so bili zelo glasni. Tudi sam sem bil vzhičen, dobil sem kurjo kožo, solze. Ko sem osvojila drugo zlato medaljo, sem bila zelo vesela in ponosna na to, da mi je to uspelo, kljub temu, da sem imela poškodovano stegensko mišico in koleno. Ko sem prišla domov, sem imela že sprejem v Brežicah. Bila sem kar dosti utrujena od tega potovanja, ampak sem bila zelo vesela, ker so bili ljudje tam, ko so bili tukaj navdušeni in bilo je polne muzike in so tudi navijali, so bili ful veseli za mene in jaz sem bila še najbolj srečna. Nagrada nam veliko pomeni.
Sploh nam, ki smo praktično, sam sem invalid, žena dela za 8 ur za minimalca. Vse to, kar smo dosegali do sedaj, praktično smo si sami trgali od ust, da so lahko ti dve hčeri tekmovali, da so lahko hodili na priprave in trenirale. Zato tudi sam treniram hčeri, ker tudi če dobiš kakšnega trenerja, ki je za kakršnokoli disciplino, je to velika finančna obremenitev in odkrito povedano že praktično več ne shajamo z stroški. Ko smo prišli iz tekmovanja, iz podelitve domov, sem najprej šel pogledat, kaj so objavili v Sloveniji v medijih. Bil sem zelo razočaran, ker vemo, da za vsako drugo stvarjo, za vsakim drugim športom objavijo takoj, pa tudi če je 4. mesto, to je takoj zelo pomembno, dočim medalja gluhih, in to olimpijska medalja, ni bila pomembna. To me je zelo, zelo zabolelo. Bila sem zelo razočarana. To je tak, to so olimpijske igre v Braziliji in enako vredno bi morali obravnavati gluhe z drugimi športi in pa tudi njihove dosežke. Po sprejetem zakonu o športu, v katerem so športniki invalidi postali izenačeni s športniki neinvalidi, smo upali, da se bo končno odprl medijski prostor za naše športnike, da bodo počasi postali prepoznavni. Vendar je ta zakon prinesel samo spremembe v načinu financiranja, nagrajevanja, ni pa odprl medijskega prostora za naše gluhe športnike. Kar se medijev tiče, je prav tako, v bistvu nekaj podpore smo imeli, ampak to je v primerjavi z ostalimi, je to, bi rekel, zelo žalostno. No. Da ne želim, mislim, mene srce boli, ko slišim drugi športi. Ne? In tam sem o nekem, ne vem, o katerem športu je 5 minut časa, tukaj pa v par sekundah toliko glih, da je omenjeno. Ne? Ja, na RTV Slovenija, MMC, portal, sem gledal, kje je objavljena kakšna objava, Olej in pa Iris. In sem najprej pogledal pod atletiko, ne, ker to je atletika. Vendar tam ni bilo in potem sem iskal in našel to pod rubriko drugi športi. Tudi to se mi ne zdi sploh, to se mi ne zdi prav. Ne. To je atletika in popolnoma nič drugega. Ja, o tem se treba samo pogovarjati, predočiti jim, se pravi predstaviti sploh delo, ne, da bodo sploh vedeli. Ne, mene je zadnjič en novinar vprašal, a to pa je kakšna razlika, ne mislim, če je gluh ali ni. Ne. In se pravi, ljudje sploh nimajo, bi rekel, predstave o tem. Ti ljudje so v tujini vsaj so to, bi rekel, ne bi bilo pretežko, če bi rekel, to so narodni heroji, pravzaprav. Ne. In invalidski šport, če primerjam, poznam situacijo, kako je po svetu. Ne. In invalidski šport je v ostalih družbah precej bolj cenjen kot pa v Sloveniji. Ne. In to je povezano, kot sem že rekel, s to mentaliteto, ne, ko so tudi gluhi, ko je bilo prepovedano jim kretati, ko so jih zapirali v gluhonemnice, mislim, kar je za mene. To je za mene kriminal. Kaj se je v bistvu dogajalo, ne mislim pa, kaj že se vedno dogaja. No. Dobila sem veliko samozavesti in upam, da bo še tako naprej.
Ko sem videla rezultate, sem kričala in sem bila zadovoljna in jokala, sem malo, ker je mami, bi bila zelo ponosna. Nisem tako prepričevala, sem prišla prvič v olimpijske igre za gluhe in sem dobila 3. mesto medaljo. Z nastopom v olimpijskih igrah sem zadovoljen, bil sem 4. Vse naprej bom treniral in se boril kot lev. Na teh olimpijskih igrah mi je manjkalo malo športne sreče. Verjamem, da lahko pokažem še veliko več in popeljem Slovenijo še na višja mesta. Sigurno ne bom na tem mestu odnehal. Še bolj bom se trudil, še bolj bom treniral in trdno verjamem, da mi bo nekoč uspelo in da bom izpolnil vsa pričakovanja.